kako mednarodni bančniki postanejo gospodarji držav. Ta način ustvarjanja vrednosti iz lažno izdanih potrdil je naredil prve bankirje v srednjem veku zelo bogate ljudi. Tako se niso več zadovoljili z zaslužkom na majhnih vlogah državljanov, temveč so zahtevali več. V 17. stoletju je prišlo do spopada med nizozemskimi bankirji in angleško dinastijo Stewartov. Bogati bankirji Evrope so se združili in financirali Williama Orleanskega, ki je strmoglavil Stewarta z invazijo na Anglijo in postal kralj William III. Pred koncem 16. stoletja je Anglija finančno propadla. Zaloge zlata in srebra so bile izčrpane, državljansko vojno pa je v naslednjih 50 letih nadomestila vojna z Francijo in Nizozemsko. Država je bila v bednem stanju in William ni mogel plačati vojske. Nujno je potreboval denar, toda namesto, da bi ga sam ustvaril in državljane z njim zadolžil v višini 20 milijonov funtov, kar bi lahko udobno storil kot kralj, ker je denar le sprejeta konvencija za trgovino, je sprejel pomoč prijateljev bankirjev za majhno protiuslugo. Prosili so ga, naj odpre svojo zasebno banko, ki bi dobila status centralne banke. V zameno bi vnesli svoje zlate vloge, na podlagi katerih bi izdajali vrednostne papirje, ustvarjali in tiskali denar ter posojali državi. Tako je bila leta 1694 ustanovljena Bank of England, prva zasebna banka na svetu, ki je dobila zakonito pravico do izdajanja denarja. V ustanovni listini piše tudi nesmrtna determinanta. Tej banki pripada ves dobiček iz obresti na denar, ki ga ustvari iz nič. Namesto, da bi vrednost denarja temeljila na delu in proizvodnji, ter temu primerno razvijala lastno gospodarstvo, je Anglija kot država začela najemati posojila, saj veste kje, in se zadolževati po ogromnih obrestnih merah.